življenjskih pogojev. So osnova za svobodo in so osnova za pravičnost. Prav zaradi želje po svobodi, želje po pravičnosti v Sloveniji, ki bo temeljila na vladavini prava in spoštovanju človekovih pravic, se mirno in dostojanstveno že mesece, lahko bi rekli že leta, zbiramo na tem mestu. 3. septembra leta 1953 je bila ratificirana in sprejeta Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Gre za mednarodno pogodbo človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ki velja v Evropi. S to konvencijo je varovano tudi družinsko življenje. Se spomnite absurdnega primera dveh koroških dečkov, ki so bila odvzeta starim staršem strani Centra za socialno delo. 19. oktobra je vse malo zasijalo sonce. Vrhovno sodišče je takrat namreč javno razglasilo sodbo, v kateri je odločilo, da je bil odvzem dečkov nezakonit in da so bile pri tem kršene z ustavo varovane človekove pravice. V sodbi je Vrhovno sodišče zapisalo, da je razmerje med otroci in njihovimi starimi starši varovano z ustavo in Evropsko konvencijo o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Zapisali so tudi, to pomeni, da je treba varovati pravico otrok do starih staršev, pa tudi pravico starih staršev do otrok. In ta stavek pove ogromno. Verjemite, pove ogromno. Ugotovljeno je bilo, da je Center za socialno delo Velenje prehitro posegel in odvzel otroke starim staršem. Počakati bi moral na odločitev ministrstva glede dovoljenja za rejništvo. Ampak nezakonito odločanje o tej rejniški pravici je bila narejena. In ta nepravilnost je seveda vplivala na odvzem otrok z oskrbe starih staršev, čeprav postopek takrat ni bil zakonito končan. Seveda tega niso želeli ali pa niso vedeli na Centru za socialno delo, tega ni ugotovila niti socialna inšpekcija in nenazadnje, tega ni ugotovila niti varuhinja človekovih pravic v Sloveniji. S sodbo Vrhovnega sodišča so seveda nastopile nove okoliščine. Zato smo se v poslanski skupini Slovenske demokratske stranke odločili, da bomo ponovno vložili interpelacijo zoper ministrico za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Predsednik vlade, dr. Miro Cerar, je pred volitvami večkrat poudarjal, kako pomembna je pravna država, kako bo vse vodil z visokimi moralnimi in etičnimi standardi. Kaj pa kaže s svojimi dejanji? S svojimi dejanji pa kaže zgolj ignoranco do tega, kar je najbolj obljubljal. Po sodbi Vrhovnega sodišča ni storila nič ministrica in ni storil nič predsednik vlade. Ministrica ni sprejela niti enega ukrepa, da bi bilo to odpravljeno. Predsednik vlade seveda sama tudi ni odstopila kot ministrica, čeprav je to področje spada pod njen resor. Predsednik vlade je ni pozval k odstopu, narejeno ni bilo ničesar. In seveda zato je edina možnost, da se od njeni odgovornosti ponovno izreče Državni zbor. In ta interpelacija bo obravnavana na decembrski seji Državnem zboru, predvidoma v sredo prihodnji teden. Cenjena doktorica Verica Trstenjak je 21. oktobra v svoji kolumni zapisala: Ministrica je izjavila, da je sodbo treba spoštovati, niso pa presojali o največji koristi otrok. Kršene so bile ustavne pravice. Kaj bi bilo treba ministrici še dokazati? A se strinjate s temi besedami? Seveda se, vsi se. Ignoranca izvršilne veje oblasti kaže na nič kaj druga kot na stanje duha trenutne vlade. Na stanje, ki se seveda izraža v tragičnih in absurdnih primerih, kot je primer teh dveh koroških dečkov, ki sta bila odvzeta starim staršem.
Ampak veste, kaj je najhuje? Da to ni osamljen primer. Vse nekje od spomladanskega časa smo priča klicanj državljank in državljanov, smo priča pisanj državljank in državljanov, ki nas opozarjajo na številne anomalije, ki se dogajajo znotraj Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve. In veste kaj? Državljani izgubljajo zaupanje v takšno socialno državo. Vemo, da v Sloveniji že tako ni zaupanja v sodstvo, ni zaupanja v pravno državo in več kot očitno tudi ni zaupanja v socialno državo in demokratično državo. Na tem mestu se vam moram resnično zahvaliti, da vztrajate ne glede na vreme in okoliščine. Hvala vam. Se pa bliža zdaj en lep čas, za mnoge najlepši čas v letu, to je Božič. Preživite ga lepo, seveda v krogu tistih, ki jih imate najraje. Preživite ga v krogu vaše družine. 26. decembra, ne pozabite, ponosno praznujte dan samostojnosti in enotnosti. In seveda potem bomo zelo kmalu vstopili v leto 2017. Želim vam obilo zdravja, ljubezni in pa seveda veliko domovinske ljubezni do naše države. In seveda želimo tudi Sloveniji, da bi bila pa v letu 2017 resnično pravična in demokratična. Hvala vam. Suzana, hvala. Sedaj pa k besedi vabim Vilija Kovačiča. Dobro večer. Slabo se vidi, ne? Vi boljše vidite gor, kot pa jaz dol, ne? Ampak ni to pomembno. Želim spregovoriti nekaj o včerajšnjem dogodku in najprej prinašam pozdrave Milka Noviča. On zavestno danes ni prišel in ne bo prišel nikoli, dokler ne bo na prvi stopnji sodba izrečena. In v tem smislu, po mojem, ravna pravilno. Ne sme se izpostavljati in ne sme, kako bi rekel, dražiš bika za rdečo svinjo. Ne. Ni še čas. To bo čas pomladi. Računamo, da bo zadeva končana nekje do 21. marca, ko je vladni dan pomladi. Ne? Ampak verjetno pa že prej. 4. januarja je nadaljevanje obravnave. To pa, kar mene navdaja z upanjem, pa je zaključna beseda stavek sodnice. Je rekla, prišli smo do sem, treba je letos opraviti še pregled mnenja o krvnih sledeh, ki bo tudi iz Münchna, in pa še dodatno forenzično mnenje tiste strokovnjakinje, ki je že v tem spisu, ki je bil odločilen, nastopala. Zaključila pa je stavek takole. Rekla je, predvidevam, da sta obe mnenji za obtoženca razbremenilni. Jaz sem se vprašal, ali sem pravilno slišal ali ne, ker do sedaj so bila vsa mnenja, ki so bila tam povedana, obremenilna. Zdaj pa očitno se ladja suka v drugo smer. In to me veseli in to mislim, da bo tako ostalo. Se drugače biti ne more. Zdaj se je šele včeraj se je samo en segment
pravzaprav te obravnave zaključil. Ker forenzika je samo področje streljanja, ne. So pa še druga področja, časovni vidik, kolesarjenje, potem videokamere in druge zadeve, ki sploh še niso bile obdelane, ki so pa vse absolutno v korist Milka Noviča. Njega niso nikjer posneli, so pa posnetki številnih, ampak nekaterih drugih, ki se tam gibajo. In zato obstoja tudi na našem portalu posnetki, so že na YouTubeu, ne. In zdaj se tega ne da več zbrisati. Zadeve so prišle v javnost. Ljudje sprašujejo, dajte mi povedati, vi, ki ste bolj doma v tem, kaj Milko Novič pa mogoče ni nedolžen. Moj odgovor je, jaz se ne bi zavzemal za to, če ne bi mislil, da je. In vse, kar je zdaj materijala na razpolago, to potrjuje. Ne samo odvetniki, ki so poklicno na to vezani, tudi drugi. Moram povedati tukaj še, da se je dejavno vključil v celoten postopek izpuščanja iz zapora, iz pripora Matevž Krivic. Tudi njemu gre zahvala, ker je tako na dva faktorja raztrgal odločbe okrožnega in višjega sodišča, ki so podaljševale pripor. Pripor je bil podaljšan najmanj 11krat. In na vsaki obravnavi je bil zavrnjen. Včeraj je pa sodnica rekla, da tisti utemeljen sum, na katerem so gradili, ni več tako utemeljen, kot je bil včasih. In to je tisti premik, ki omogoča, da bo sojenje šlo v drugo smer. Eno posebno poglavje v tej zgodbi pa je Ustavno sodišče. Vsa čast mu, da je v nekaterih kriznih odločitvah nastopilo tako, kot je bilo potreba. Ampak tukaj je v drugi inštanci odpovedalo. Bili sta dve ustavni pritožbi v tej zadevi in pri drugi niso hoteli odločiti. So zadevo odložili na nedoločen čas. Mislim pa, da to tudi poziv Ustavnemu sodišču, naj sklene svojo odločitev, kljub temu, da je on že iz pripora, jasno pove, ker ta odločitev bo meritorna potem tudi za inštance višjega in okrožnega sodišča. Dokler pa tega ni, se pa lahko ribavi v kalnem, češ Ustavno sodišče ni dokončno odločilo. Zahtevamo, da odloči in se ne gremo te miš-maš igre, polovične rešitve, pa kako bi rekel, zastajanje in tako naprej. Tega je preveč. Za konec bom sam povedal še, predno smo včeraj šli na obravnavo, smo en dan prej že špekulirali oziroma smo že začeli akcijo, da gremo v Strasbourg. Avtobus, sigurno sem prepričan, da bi bil uspešen. Kajti v Strasbourg je možnost priti direktno iz višjega sodišča. Ni treba čakati na Ustavno sodišče. Na srečo tega zdaj ni potrebno. Skratka, zaključujem. Računamo, da bo še 2 do 3 mesece zadeva trajala, da bo pa do pomladi dokončno rešena in da bojo začeli potem v naslednji fazi iskati naročnike in morilce. Morilec ni toliko problem, kot je problem, so pa naročniki. Naročniki v tem Kemijskem inštitutu, katerega poslovanje je podvrženo velikim sumom tudi v javnosti. Bom povedal en detajl, ki je zelo pomemben. Tisti teden, ko je Janko Jamnik bil umorjen,
je on načrtoval tiskovno konferenco, da bo govoril o položaju in razmerah v Kemijskem inštitutu. Ampak so ga prehiteli tako, da so ga ubili. Verjetno je bila zadeva za njih zelo preveča, da so tako pohiteli. Obenem se je pa v času pogreba zgodil vlom v Jamnikovo stanovanje. Da ne govorim o tem, da so fascikli iz njegove delovne omare zginili. To so bili fascikli, ki je naročil on svoji tajnici, če do česa pride, čuvaj to in to daj na barno. Ampak vse to je zginilo, bil je vlom v stanovanje in o tem se pa na sodišču še ni razpravljalo. Tudi o tem se bo moralo, ker zadeve padajo na vseh področjih. Razpis pa je zdaj, malo šalo, malo zares. Razpis za nadomestnega morilca. Vprašanje, Peter Rotar je zaseden. Za velike denarje je odslužil svojo kazen. In kdo razpisuje razpis? Nacionalni forenzični inštitut. NFL, naša forenzika, katere eminentni predstavnik Sablič je bil včeraj, jaz sem rekel na Twitterju, pokakan, se je pokakal. In to pa pomeni to, da ga je sesula odvetniška pripravnica Monika Poje. Tako ga je obdelala, da ga bolj ni mogla, no. Potem je bila ustavljena, je imela pa še na zelo velik, prej sem govoril z njo. Vsa čestitka njej in obrambi včeraj so bili izvrstni. Bravo! Se vidimo 4. januarja ob 9. Glejte, zdaj je bilo toliko ljudi, da niso ljudje mogli noter, ne. In zdaj, kjer ima večje, težnje, da pride noter, ne more malo prej priti, ne. Ker potem ustavijo, reče, toliko in toliko ljudi gre noter, 40-50, ne, pa je pa konc, ne. Vprašanje glede dvorane je pa takole, ne. Jaz sem kar zadovoljen, da je v tej dvorani, ker je ta dvorana malo bolj slišna. Čeprav ni tako slišna, kajti v tej državi se mikrofoni ne uporabljajo, v tej stavbi se ne uporabljajo. In to je že 70 let tako, veste? Že 70 let. Takrat so bili zvočniki na cesto, ne? Vemo zakaj, ne? Ampak zdaj ne morejo pa mikrofone naštelati tako, da bi se kaj slišali, kajti na začetku mi nismo dosti slišali, zelo malo. Jaz sem pa vse za monitogram, ga pa nisem dobil, ne? Seveda ne. Ja, malo moram ti. To ti naredi, jaz ne bom. Skratka, dajmo nehati. Lahko noč. Pozdrav še enkrat od Milka Noviča. Jaz si bi rada zahvala v imenu vseh nas našemu Vilitu, ker on je bil ključen faktor pri reševanju našega Milkota. Glede na to, da sem mu dala na Twitter vino in liter vina sliko, me je danes rekel, zakaj mu dajem papirnat vin in mu ni ta prav ga kupiti. Jaz pa časa nisem imela, pa tudi v Špar ne hodim več, odkar prodajo liker Tito, ker Špar je zraven mene, ne. Sem dobila zdaj en čaj in ti ga poklanem v imenu vneh, do škuhu, da nas prehlajam. En fant mi pa kupil tole, danes mi vedno kaj da, pa tudi tebljam. Evo, torej, hvala lepa, aplavz za njega. Drugič dobiš liter vina, prav? Naš naslednji govornik je tudi član upravnega odbora 2014, Aleš Hojs. Spoštovane vztrajnice, spoštovani vztrajniki, lep dober večer. Torej, Vili je že nekaj povedal glede včerajšnjega veselega dogodka, pa naj se tudi jaz za začetek navežem na včerajšnje dogodke. Torej, vsi smo veseli, da je Milko doma. Jaz sem bil izjemno presenečen in vesel, ko sem gledal včerajšnjo večerno oddajo na Nova 24 TV. Zakaj?
Zaradi tega, ker smo končno tam videli mlade odvetnike, ki se ne bojijo, ki znajo, ki so strokovni in ki so upanje za naše odvetništvo. Zato mislim, da je prav, da te mlade ljudi spodbudimo k njihovemu nadaljnjemu delu in se zahvalimo Jožetu Hriberniku, odvetniku, ki te mlade ljudi vzgaja in ki je kar nekaj ključnih primerov, ključno z Krkovičem, rešil v zadnjem obdobju. Hvala, Jože! Seveda pa je včerajšnja odločitev prinesla ali pa razkrila še eno zelo pomembno dejstvo. Dejstvo, o katerem sem govoril pred približno 4-5 meseci s človekom, ne bom izdal imena, ker ga ne smem, ki je zaposlen na Kemijskem inštitutu, ki mi je rekel takole: Milko gotovo ni morilec in človek, ki so ga dali kot izvedenca, nima pojma o izvedenštvu. To se je pokazalo za kontramnenji iz Nemčije, pokazalo pa se je še nekaj drugega, kar že dolgo opažam na svojem področju, da je potrebno narediti reformo tudi pri izbiri izvedencev. Ne pozabite, da sodišče, sodnik, prosto izbira izvedenca. Torej ne gre za to, da bi bili izvedenci, tako kot bi moralo biti, na neki listi in bi sodnik ne bil tisti, ki odloča sam, ampak bi moral izbrati izvedenca, ki je na vrsti po listi. Zato, govoril sem včeraj z dr. Šturmom, on je povedal, da je to že večkrat predlagal, je treba pravosodni red spremeniti tudi v tem delu, torej tudi izvedenci, tako kot je na ustavnem sodišču, mora njihov pripad pripadati po nekem vrstnem redu, po žrebu, nikakor pa ne po samovoljni odločitvi posameznega sodnika. In to je potrebno spremeniti. Pred dobrim dnevom, mislim, da je bilo 2 dni nazaj, sem slučajno pa se sledil na Hanzi TV, kot mu rečemo, tudi gospoda ministra. Torej, gospod minister je z velikim knedlom v grlu, moramo reči, da vendarle je uspel toliko ponosa, povedal, da je glavna zasluga pri odpravi sodnih zaostankov zasluga dr. Lovra Šturma, ki je uvedel projekt Lukenda. Zato ni čas, da se kdorkoli drugi kiti s tem, ampak to je zasluga Šturma in prve Janševe vlade. Seveda pa ni povedal, tudi če ni odgovoril na novinarska vprašanja, ali držijo navedbe, da je pisarna njegove žene v procesih DUTB-ja, slabe banke, zaslužila več 100 000 evrov. Pa ne samo to, zaslužila več 100 000 evrov in praktično vse primere izgubila. Dobro, nihče ne reče, da, in mislim, da je prav, da kdor dela tudi zasluži, mislim, da je prav, da tudi odvetniki zaslužijo, ampak opozoril bom na neko drugo stvar, ki jo je po moje prej ali slej potrebno tudi spremeniti. Torej, odvetniki so si, ker bodimo iskreni, tej državi vendarle vlada pravniški lobi, izborili to, da so si uzakonili odvetniške tarife. Torej, z drugo besedo, monopolizirali so cene. Če povem bolj preprosto, če bi se vse komunale v Sloveniji dogovorile, da bo voda stala namesto 1 evra po kubiku, 10 evrov po kubiku, bi to bilo pravzaprav povsem enako. Še huje, kar so zmonopolizirali, pa je to, da odvetniki oziroma njihove storitve niso zavezanci ali pa niso tisti, ki bi morali tekmovati na javnih naročilih. Torej, državna podjetja in vsi tisti občine in vsi ostali, ki so zavezani za javna naročila, odvetnikov ni potrebno izbirati po javnih naročilih. Kaj to pomeni z drugimi besedami? To z drugimi besedami pomeni, da imamo tako imenovane prvorazredne odvetnike, ala Klemenčič, včasih se spomnite gospoda Senice, v Ljubljani je to gospod Kozinc in še bi jih lahko našteval, torej odvetniki, ki mastno služijo na račun državnega in občinskih denarjev. Moja teorija je celo hujša in jo lahko javno povem. Moja teorija je, da se skozi odvetniške pisarne, privilegirane odvetniške pisarne,
pere denar. Torej, storitve so zato tako drage, da se lahko skozi njihove pisarne pere denar in seveda daje tistim, ki so naročniki. Zato je potrebno tudi ta segment odvetništva oziroma zakonodaje spremeniti in ena od nalog tudi tega vztrajanja tu pred sodiščem je tudi ta, da spremenimo to. Povsem nazadnje bi pa rad povedal še zgodbo oziroma delni zaključek zgodbe, ki smo jo peljali v Združenju za vrednote slovenske osamosvojitve. Torej, v mesecu maju smo, kot veste, vložili kazensko ovadbo zoper gospoda Milana Kučana in kasneje še zoper predsedstvo, razen gospoda Imana Omana, za dejanja, ki so jih omenjeni ljudje storili v času naše osamosvojitve. Morda se je takrat zdelo, da je ta ovadba nepotrebna, da je ta ovadba nesmiselna, da ni potrebno po 25 letih zadeve odpirati, ampak moram vam povedati nekaj, v to sem trdno prepričan, če ne bi bilo vas, če ne bi bilo Aleša, če ne bi bilo vseh tistih, ki ste sem hodili vsak teden, torej zdaj ne vsak dan, oziroma nekoč vsak dan, sedaj malo redkeje, in če ne bi, posebej poudarjam, in če ne bi VSO vložil te kazenske ovadbe zoper Kučana in predsedstva, bi gospod Krkovič še danes hodil po sodišču. Ker smo to naredili, je Krkovič oproščen in njegovi procesi so se končali. Zato mislim, da smo storili absolutno prav. Ampak da nadaljujem. Ko so to ovadbo prejeli, so relativno hitro, za njih očitno ni bilo sodnih počitnic, torej že v mesecu avgustu, našo ovadbo zavrgli in nas s tem pisno obvestili. Torej v začetku septembra je združenje prejelo dopis, v katerem so zapisali: z odločbo številka toliko pa toliko smo zavrnili vaši dve kazenski ovadbi. Torej, ko se človek najprej tisti dopis pregleda, prebere, se najprej vpraša, ali je mogoče, da dve različni kazenski ovadbi, kjer so dvoje različni ovadeni, v enem primeru Kučan, v eni drugi ljudje, za različna dejanja, seveda znana, niso bila na neznanem času, tudi znani kraji so bili, ali je možno te ovadbe zavreči z enim sklepom. Unikum. Zato smo želeli ta sklep pridobiti. Po dveh urgencah, 14-dnevnih, ni bilo nič, po novinarski konferenci, ki smo jo sklicali, ni bilo nič in zato sem moral osebno, je tam letjala na tožilstvo, vložiti osebno vlogo, da želim vpogled v spis in to odločbo in v to odločbo vpogledati. Tudi to mi ni bilo omogočeno. Odgovor, ki smo ga prejeli v preteklem tednu, je bil strani tožilstva, da mi nismo oškodovanci in da te pravice nimamo. Torej, državljani Slovenije, združenje ni oškodovanec za veleizdajo in za razorožitev, ki se je zgodila našim teritorialni obrambi. Dobro. Malo smo pogledali zakonodajo in prišli pravzaprav do škandaloznih ugotovitev. Ugotovili smo, da tožilstvo samo odloča o tem, kdo je oškodovanec in tudi samo presoja, ali bo tisti, ki je ovaden, procesiran ali ne. Seveda ne dvomimo, da gospod Kučan nikoli ne bo procesiran, o to ne dvomimo. Sprašujemo pa se, ali je taka zakonodaja v demokratični Sloveniji mogoča. Zato opozarjam na to, kar je danes izpostavil tudi poslanec Slovenske demokratske stranke, gospod Gorenak, ki je povedal, da je v tem segmentu nujno potrebno tožilstvu odvzeti tako pravico in stvar vrniti vsaj v obseg tiste zakonodaje, ki je veljala pred letom 2011, ko je vsaj predstojnik tožilstva nad tožilcem imel pogled o tem, ko je odločil, ali je nekdo oškodovan ali nekdo ni oškodovan. Si predstavljate, da tožilc sam pove,
da je nekdo oškodovan ali ne. To je nesprejemljivo. Zato bomo napeli vse sile, da bo taka zakonodaja sprejeta. Mislim, da SDS stvar pelje v to smer. Po drugi strani pa bomo napeli vse sile, da do tega sklepa, ki nas je označil za tiste, ki nismo oškodovanci in ki je gospoda Kučana razbremenil že v fazi prijave, končno in vendarle enkrat pridobimo. Povsem na koncu pa naj rečem še nekaj. Gospa Šemenko vam je že voščila za Božič in novo leto, tako da tega ne bom ponavljal. Bom pa nekaj drugega rekel. Poglejte, od odvetnikov, pravnikov, sodnikov in mnogih poslušamo že kar dobro leto ali več, kako je potrebno narediti bolj pravno državo. Jaz pa vam rečem, spoštovani, morda je čas, da kljub temu, da bo ta država malo manj pravna, naredimo bolj pravično državo. Živela Slovenija! Aleš, hvala. No, ko je Aleš ravno omenil ministra Klemenčiča, sem se spomnila, še ne mesec nazaj je minister Klemenčič na Hanzi TV dokazal, da zna biti včasih pa tudi duhovit. A veste, kaj je izjavil? Da se že celo življenje bori za človekove pravice. Potem je bila njegova naslednja izjava, da našemu pravosodju ne gre tako slabo in da so nas ocenili v Evropi nekje na repu zaradi nekih kričačev, ki se vsake tok časa zberajo pred sodiščem in potem so tudi oni iz Evrope mislili, ja, se potem pa je res nekaj narobe s tem našim pravosodjem. Take in podobne izjave ministra, ljubi Bog. Zdaj pa na vsakem shodu radi zapojemo in tako bo tudi danes. K mikrofonu vabim Janeza Umeka. Dober večer, lep pozdrav. Ena Marina, ki se bliža prazniki, no bom. O, devica, zvezd kraljica, o, Marija, rajski cvet, te lepote, te čistote, kot je tvoja, nima svet. Te lepote, te čistote, kot je tvoja, nima svet. Luna mila je uklonila se globoko pred teboj. Zvezde svetle so se spletle, zgoraj zlati venec tvoj. Zvezde svetle so se spletle, zgoraj zlati venec tvoj. Lilija še ni usvetila, tako čista kot si ti. Roža draga te ne zamaga, naj kraljevjo vrt rodi. Roža draga te ne zamaga, naj kraljevjo vrt rodi. Hvala lepa, hvala lepa.
našega shoda seveda ni tudi brez našega pesnika odbora 2014, dr. Borisa Golca. Pozdravljeni. Torej, po tako čudoviti pesmi bo tale moja guslarska prava polomija. Namreč gre za guslarsko pesem, ki sem jo moral skrajšati in prevesti. Poslal mi jo je prijatelj iz Dalmacije, iz tistih krajev, Imotski, ki mejijo na Bosno in Hercegovino. Tudi Imotski je bil nekoč okupiran strani Turkov, pa je pred 300 leti doživel osvoboditev. V guslarskih pesmih je tako kot v vseh ljudskih pesmih junak in antijunak. Mi imamo antijunaka, to je kadija, vemo kaj je kadija, vemo, sodnik, to je imotski kadija Bajro Maslina. Bajro Maslina pred 300 leti je živel, pa potem čudežno izginil, zahteva spoštovanje. In o tem, o spoštovanju bo govorila tale guslarska prevedena priredba. Torej, Imotski je kraj zemlje dalmatinske, zraven Bosne in Hercegovine. Redke našel v njem boš ostaline, še iz dobe turške zgodovinske. Ko pod Turki sodno tam oblast, Imotski je kadija izvrševal, sam ga Bosne paša je imenoval. Biti kadija bila ni majhna čast. Dokler ni na mesto to prilezel, mož z imenom Bajro Maslina, človek, ki potem se ga pozna, da neznansko rad je nekam lezel. Lezel, orientalsko se udinjal, kakor Maslina je vselej znal. Tako lahko le kadija postal, od ponosa vzhičeno preklinjal. Ko še bil je v službi mlad začetnik, oblastnikom je na moč ustrezal, saj begunce s puško je prestrezal, se izkazoval je kot povzpetnik. Glavnega na to igra sodnika, čili me preproge vneto gazi, okrog višjih slinasto se plazi, za aferami podtaknjenimi stika. A za čuda se pričakovanje, da zasluge v sebi mu priznali, končno v njem veljaka prepoznali, vsakič mu razblinil prazne sanje. Čudi se, zakaj je takšno stanje, da kolegi raje ga prezrejo, ko ga kdaj kje v javnosti uzrejo. On pa pričakuje spoštovanje. Spoštovanje, ki kar noče priti in ki vendar kadiji pripada. Bajro namreč sodno moč obvlada, razočaran več ne more skriti. Rad bi Bajro komu se potožil, da krivičen je do njega svet. Njega, ki pravičništva je cvet, bi še sultanu najraje se pritožil. Se pritožil, pa jezika ne obvlada. Bajro namreč svojega le lomi, a o sebi kadija ne dvomi, da mu spoštovanje vse pripada. Končno malce se je bil olajšal, ko nekomu je lahko zabrusil, kmalu da njegov bo gnev okusil, da za glavo v kratkem ga bo skrajšal. Takšno, da je šeriatsko pravo, kakor Bajro svetu ga razlaga, slehernega s pravom on premaga, mnogim da je že oddrobil glavo. Ko si žrtev pravšnjo je izbral, kadija je vsakič poskrbel, sam da v zboru sodnem je sedel, van se že je vnaprej imenoval. A ker turški so tedaj državi vedeli, kaj sodna je pravičnost in kaj samopašnost je ničnost, zgražali juristi so se pravi. Bajro za nasvete ni se menil, je kot kozel tumast trmoglavil, koga za zapahe, da bo spravil, po gostiščih se glasno je penil. Pa učinek čisto drugačen, Bajrovo doseglo je besnenje, žal zaleglo prazno nirjovenje, Maslina še bolj postal je mračen. Saj namesto strahospoštovanja je v očeh brezpravne uboge raje ulovil številne le smehljaje in deležen bil pomilovanja. Raja Maslino zgolj pomiluje. Pomiluje vsega kadiluk in za njim bosanski pašaluk. Kaj za Bajra je lahko še huje. V Sarajhanu, kjer je bil študiral, prav nihče mu nikdar ne polaska. Ne uide mnogamu opaska, se zato pošteno je znerviral.
Kdo se meni Bajru posmehuje? Kdo me od kolegov prav ne ceni? Vas togoten masti na se peni, nespoštljivcem maščevanje kuje. Stvar postaja zdaj že skoraj drama. Bajro ne prenaša več pritiska, nespoštljivost ga neznansko stiska, ko rešitev pride končno sama. Ko se najmanje pričakovalo, Turki Imotski so izgubili, Benečani kraj osvobodili, nič za Kadijo ni tam ostalo. Rekli so, je šel na levo krug, tekel je menda nazaj brez glavo in pozabil šeriatsko pravo, skril se v rodni turški pašaluk. Zdaj nam bo pa nekaj besed vezano na prihajajoči Božič povedala tudi naša vztrajnica, gospa Helena Bizjak. Lepo pozdravljeni, dragi vztrajniki. Naslov mojega članka oziroma govora je Duhovne korenine slovenske osamosvojitve oziroma čudež slovenske osamosvojitve in pa današnji praznik, 8. december, to je praznik brezmadežnega spočetja Device Marije, ki smo ga včasih veliko bolj praznovali, no pa zdaj ga spet začenjamo. Lani je namreč na ta dan papež razglasil leto usmiljenja. Z Marijinim brezmadežnim spočetjem se je namreč začela človeška odrešenska zgodovina. Vse, kar se namreč dogaja na zemlji, se najprej dogaja v duhovnih sferah. Pa k naši domovini. Ob srebrnem jubileju naše države sem poslušala mnogo izrečenih lepih besed in zapetih blagoglasnih pesmi, kot sem jo tudi prejle slišala. Spet sem začutila dušo naše domovine. Cankar je rekel, domovina, ti si kakor zdravje. Posebno me je nagovorila proslava dne 25.6. tega leta na Trgu Revolucije, ki bi se pravzaprav moral kot izraz domoljubja imenovati Trg osamosvojitve ali Trg Jožeta Pučnika. To bomo še morda drugo leto o tem razpravljali, jaz upam. Slovenci se sprašujemo, kdaj bomo prišli v obljubljeno deželo. Starosta naše osamosvojitve Ivan Oman je dejal, da po 25 letih naše osamosvojitve še vedno blodimo po puščavi kot Izraelci. Kaj bistvenega se v 25 letih v naši družbi ni spremenilo? Ne v pravnem, ne v šolskem, ne v zdravstvenem sistemu. Naša osamosvojitev, ki je bila božji dar in čudež, kot pravi zgodovinar Granda, omalovažujejo, osamosvojitelje sodno preganjajo in zapirajo, molčijo pa o njihovih junaških podvigih. Zmanjšujejo tudi pomembnost cerkve pri osamosvojitvi in vlogo nadškofa Šuštarja, ki je pomagal, da so nas druge države prav kmalu priznale kot državo. Vero predstavljajo današnji oblastniki kot nekaj manj pomembnega in celo sovražnega. Sama sem kot profesorica leta 1995, ko sem učila v 1. razredu gimnazije, doživela preganjanje zaradi verskih vsebin, ki pa so v programu književnosti od 3 do 5 ur. Po naših medijih, češ da učim verouk in ne slovenski jezik. Zagovorili so me sami učenci, ko so pohvalili moje delovno in vzgojno naravnanost. Zakaj se nam to vse dogaja? Zakaj se moramo že 3 leta in več boriti za priznanje pravic družine?
Zakaj še niso pokopani naši kruto pobiti bratje po drugi svetovni vojni? Odgovor sem našla v knjigi Glas kraljice miru, na Kurešku jo dobite, in v članku z naslovom Nebesa čakajo na vašo hvaležnost. Kraljica miru na Kurešku je izrecno poudarila: moj odgovor na molitve v Sloveniji naj bo v svetu pričevanje o moji navzočnosti. Rešeni ste po milosti, kot odgovor na vero maloštevilnih. Nebesa čakajo na vašo hvaležnost. Ne pripisujte uspehov samo človeški modrosti in moči. Bodite luč, temne sile bežijo samo pred lučjo. Še ni konec. Kraljica miru je s Kureška večkrat povabila, naj verniki pričujemo o prejetih milostih. Čudež naše osamosvitje je gotovo ena taka milost. In kako smo mi pričevali o tem? Koliko smo bili Bogu za to milost hvaležni? Resnico o duhovnih koreninah naše osamosvitve smo več ali manj, vsaj po medijih sodeč, zamolčali. Hvaležnost je najmočnejša oblika molitve v teh težkih časih, ki so pred nami. Mati Božja je še dejala: z materinskimi solzami, polnimi žalosti, zadržujem očetovo roko. Prosim za ponižnost, svet jo zavrača. Z neponižnostjo se kliče Božja kazen, ker se ne žrtvuje, ker se zanemarja ponižna molitev rožnega venca. Zakaj smo v Evropi lahko pred stoletji premagali Turke in tako zajezili pohod islama na krščanski zahod? Odgovor se glasi: ker so naši predniki takrat veliko molili rožni venec. Tako je bila islamska pomorska flota kljub premoči v bitki pri Lepantu 1571 premagana po združeni krščanski floti, in na kopnem so bili Turki premagani čez dobrih 100 let, 1683 pred Dunajem. Cela Avstrija je takrat namreč molila rožni venec, pa tudi naše dežele. Na pomoč je zadnjih prispel poljski kralj Jan III. Sobieski in Turki nas niso več nikoli ogrožali. S pomočjo rožnega venca in pametnega voditelja Krajskega v letu 54-55 Avstrija ni padla pod oblast vzhodnega bloka in Sovjetske zveze. Pa tudi mi, Slovenci, se pohvalimo, da smo ohranili enotnost v času naše osamosvojitvene vojne, saj smo premagali veliko močnejšo sovražno JLA, Jugoslovansko ljudsko armado. Teh 10 dni smo namreč molili za domovino. Takrat sem se jaz nahajala v Novi Gorici, tam so moji starši pokopani, tik ob meji, kjer sta se spopadli vojska JLA in naša teritorialna obramba. Spominjam se, da smo vsake 4 ure skočili k radiju Slovenija 1 in poslušali pozive k molitvi in meditaciji za rešitev domovine. Toda takrat nam je uspelo, saj nam je bilo lažje kakor danes. Zunanjega sovražnika je namreč lahko vsakdo videl in prepoznal. Za razliko izpred 25 let pa nas danes ogroža nevidni notranji sovražnik duhovne teme. To tudi Mati Božja opozarja in pravi: molite za mir na svetu. Satan z vso močjo napada in ogroža svetovni mir. Tudi cerkev je preizkušena. Vendar prihodnost ni samo v Božjih rokah, tudi v človeških, naših. In v zadnji družini piše, da smo kristjani najbolj preganjena družbena skupina na svetu. Lakmusov test, pogledajte stran 3, kjer piše: vsako leto zaradi krščanske vere umorijo več kot 100 000 ljudi. Molitev, post in življenje po evangeliju so najmočnejše orožje proti zlu, pravi Marija. In na koncu pravi: bo zmagalo moje brezmadežno srce. Kmalu zatem pa Marija govori tudi o duhovni temi, ki da lega na Slovenijo, ker nismo prepoznali Božjih sporočil.
Tako smo izgubili edinost in možnost sprave. Res smo se osamosvojili, ne pa osvobodili duhovne teme in dotedanjih oblastnikov, ker se mnogi niso odpovedali duhu zla. To mi večkrat prihaja v zavest. Pred nekaj leti sem našla članek v reviji Prenova z naslovom Ali ste se že odpovedali duhu komunizma? To si ga tudi lahko vsak najde in pogleda. Na koncu bom se pa še vprašala. In naša mladina, naša krščanska mladina ima vizijo. Kot indijski pater James Manjackal, ki je 10 let hodil na Kurešček in nas vzpodbujal, ki veruje, da večna luč zmaguje. Vera, upanje, ljubezen premagajo vse čeri. Ljudje prihodnosti bodo z Bogom povezani. Spremenil se bo v svet vsem. Kmetijstvo, gospodarstvo, gradnja, modri svetovni red in pravo, umetnost, glasba, gledališče, slikarstvo. Vse bo za človeka dobro in lepo, Bogu pa v čast. In še pesem dijaka Mihajla. Ljudje, Božje kraljestvo med nami je tu. Vi ga ne čutite, ker ste v snu noči, ki je več ni. Ljudje, noč se priklanja, še se dani in nam se še sanja in čas nam beži. Dajmo ljudje, odprimo oči. To je napisal moj pokojni sin Mihajl, ko je bil star 15 let. Vsem želim lepe praznike in Bog z vami. Hvala gospe Heleni in zavreda brez prečudovitega glasu Jožice Svete na naših shodih pa tudi ne gre. Tako je, Bog daj vsem skupaj. Na vrsti so seveda minutke za našo lepo narodno pesem. No, jaz sem se odločila, da bova skupaj z bratom zapela Snož podal je slanca padla, kar je tudi res. No, in druga pa sem deklica mlada, vesela, sem pravo slovensko dekle, to bo pa druga. In naj vam še povem, da sem danes prišla prav s posebno velikim veseljem. Vedno pridem zelo rada, ampak tokrat pa še prav posebej sem vesela. Zakaj? Zato, ker smo konec novembra penzionerji dobili povišico, nekaj centov, mislim, ne vem, koliko evra, no. In sem si danes privoščila, na Jesenicah sem si kupila 2 banani in 1 žemljo. Ampak nekaj sem mogla še dodati. Hvala lepo. Želela bi, da vsi skupaj zapojemo, ker sem prepričana, da znate. Snoč padal je, slanca padla na zelene travnike, je vse rožice pomorila, vse te žlahtne rožice, vse te žlahtne rožice. Men pa ni za rožice moje, če jih slanca pomori. Men je le za dekle moje, če me ona zapusti, če me ona zapusti. Če me rajtaš zapustiti, mi moraš prej povedati, da bom vedel vas hoditi, ker ni drugi ljubici, ker ni drugi ljubici. Tam na sredi mojega srca ena rožica cveti. Če ne boš ji prilivala, se gotovo posuši, se gotovo posuši. Kaj ji bodem
prilivala, nimam vinca ne vode, pa ji budem prilivala svoje grenke solzice, svoje grenke solzice. Tralala, 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 tralala. Sem deklica mlada vesela, sem pravoslovensko dekle, kot slavček zarada bi pela, da bi daleč razligalo se. Tralala, 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 tralala. Tralala, 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 tralala. Zakaj bi veselo ne pela, zakaj bi vesela ne bila, saj vsak dan krog mojega čela mi vitrič pri slovenski pihlja, saj vsak dan krog mojega čela mi sapca slovenska pihlja. Tralala, 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 tralala. Tralala, 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 tralala. Bravo! Maček sem se zmotila, pa ne druga. Hvala lepa. In čisto na koncu, zdaj ko nas že malo zebe, nas bo ogrel predsednik odbora 2014, Aleš Primc. Lepo pozdravljene, drage prijateljice in prijatelji resnice, pravice, demokracije in države, vladavina prava. Malo na zebe, tudi v roke, ampak si jih bomo kmalu pogreli, ker imamo okrepčilo za naše zadnje srečanje danes. Zato vas takoj po koncu shoda vabim, da se tukaj zglasimo in pojemo en hodok, topel hodok. To ni štos, nismo 1. aprila, smo 8. decembra na Marijin praznik in vse, kar rečemo, je resnica. Se pravi, drage prijateljice in prijatelji, vabim vas, da tako kot vsaki tudi danes obrnemo hrbet vsem zlorabam v slovenskem pravosodju na način, da obrnemo hrbet stavbi Vrhovnega sodišča za 20 sekund v popolni tišini. Hvala lepa. Mirno, kulturno in dostojanstveno, tako kot že 2 leti in pol, smo tudi danes izrazili naše nasprotovanje zlorabam v slovenskem pravosodju in našo trdno odločenost, ki smo jo pokazali v 2 letih in pol, da delamo in bomo naredili in smo naredili vse, kar je v naši moči, da bi se slovensko pravosodje spremenilo na boljše in se je. To vedo povedati že mnogi, ampak za nas to še ni dovolj. Slovensko pravosodje mora biti tako, da ko bomo prestopili vrata te in drugih stavb po Sloveniji, bomo mirni, bomo verjeli, da nas bo tam pričakala pravica, tako kot v mnogih evropskih državah, kjer imajo ljudje izjemno visoko zaupanje v njihova pravosodja, ne pa tako kot pri nas, ko se velika večina ljudi, ki taka vrata prestopa, boji, da jih bo notri pričakala krivica. Se pravi, drage prijateljice, prijatelji, dragi Ciril, kje si? Zapojmo še našo zaključno pesem, še preden Ciril pride sem pa. Hvala lepa še za 1 leto. Hvala še za to leto, 2,5 leto, ko smo že skupaj. Hvala za vse, kar smo skupaj naredili. Mir,
naj bo z vsemi pokojnimi, ki so umrli, naši vztrajniki in vztrajnice, ki so umrli v